Lastniki so si po 20 letih življenja v hiši zaželeli korenite spremembe interjerja. Kako je potekala prenova in na kaj je pri takšnem projektu treba biti pozoren, smo se pogovorili z arhitektko in lastnikoma. Nahajamo se v naselju vrstnih hiš, kjer si bomo ogledali prenovo notranjosti ene izmed njih. Na zunaj so si vse bolj ali manj podobne, za vhodnimi vrati pa vsak dom skriva svojo zgodbo. In ta, ki si jo bomo ogledali, je po 20 letih doživela temeljito pomladitev. Gospa Petra, prenovljen interjer je precej svetel, velik, deluje precej prostoren. Kakšni so bili vaši prvi impulzi pri snovanju te nove podobe tega prostora? To, kar ste vse naštel, je bil osnovni namen. To se pravi iz nekega interjera, ki je pravzaprav funkcionalno že preživel neko svojo zgodbo, neko svojo zgodovino in je bil nekako deloval temen zaradi uporabe temnega lesa. Smo hoteli popolnoma prenoviti v smislu tega, da je ovoj svetel, bel, lahkoten. Potem smo pa poudarjali neke elemente, kot so tale svetla miza, vitrinska omara, tale glavna poteza omare, ki se pravzaprav vije okoli in okoli celotnega prostora. Tako da poudarki so zdaj drugi. Obod in nekako tisti osnovni vibracija prostora je svetla, lahkotna, bela. Elementi so pa zdaj tisti, ki pa dajo neko svojo težo oziroma poudarek. Prostori delujejo precej razkošni, lahko bi rekel celo nekoliko teatralni, ampak ne kričeče. Kako ste dosegli ta učinek? Ko sem prvič prišla v to hišo, me je pravzaprav navdušilo veliko lepih predmetov, ki so bili zapis nekega življenja, nekega časa, ki ga je tukaj preživela družina. In nekako so ti elementi, kot je tole starinsko ogledalo, tisti, s katerimi smo hoteli povezati ta preskok med življenjem prej pa življenjem zdaj. To se pravi, interjer je zdaj modern, ampak vendarle ti neki predmeti pa nekako spominjajo na to, da ta hiša ni nova, ni popolnoma moderna in tudi nekako zavese, ki tako kot ena tanka opna se uvijajo okoli celotnega interjera, so tiste, ki pravzaprav ločijo notranjost in zunanjost na malo bolj, tako kot ste rekel, teatralen način. Stavbno pohištvo pri tej prenovi ni bilo menjano. Zagrnjene zavese imajo tako tudi funkcijo zakrivanja oken, ki so še ostanek preteklega dizajna, pove arhitektka. Prenova zunanjosti je zaenkrat prestavljena v prihodnost, saj so se interjerja po srečanju z arhitektko Petro Zakrajšek lotili temeljiteje, kot so sprva predvidevali. Čeprav pri prenovi niso podirali sten, pravzaprav so en prehod celo zagradili, sta tloris in razporeditev v pritličju sedaj bistveno spremenjena. Ker so pri prenovi razbijali kopalnici in kuhinjo in spreminjali pozicijo le-te, so bile novemu tlorisu primerno vse inštalacije prenovljene in zamenjane. Kakšne spremembe ste pa naredili v povezavi s tlorisom stavbe? Bivalni del smo pravzaprav čisto preobrazili, vsebinsko in tudi estetsko, likovno. Pravzaprav smo želeli na nek nevsiljiv način povezati, to se pravi kuhinjski del, jedilni del in pa del z sedežno garnituro. Na mestu, kjer je bila prej kuhinja, ki je bila pravzaprav obrnjena v drugo smer, in tudi jedilna miza, smo zdaj celoten prostor namenili samo kuhinjskemu delu z nekim modernim, sodobnim pultom. V tem delu, kjer zdaj sediva, je bila prej sedežna garnitura. Tukaj smo zdaj nekako z podaljškom, ki se zapelje do tega ogledala, ustvarili jedilno nišo in pa potem za vami del opremili kot klasično dnevno sobo. Leseni kubus je plasiran na pozicijo, kjer je bil prej kamin in nekako služi kot prvič dekorativni element, na drugi strani pa funkcionalno v njega pospravimo vse, kar pritiče iz desne strani in vhoda vhodu.
z garderobno omaro, na tej strani z dekorativnimi nišami in v tem delu služi kot predal in omara za vse stvari, ki jih pač rabiš v odprtem bivalnem delu. No, zdaj smo obdelala spodnji del hiše, kaj pa zgornji, prvo nadstropje? V prvem nadstropju smo nekako prenovili samo to osnovno povezavo med obema nadstropjema, to se pravi stopnični del in pa kopalnico. V zgornjem nadstropju smo prenovili kopalnico, medtem ko spalnica in kabinet sta pa ostala opremljena v stilu, ki je bil v hiši prej, to se pravi v češnjev les. Arhitektka Petra Zakrajšek se vedno potrudi, da bi v novem interjerju zadržala tudi kaj od starega ambienta. Kak kos, ki ima posebno, lahko tudi le sentimentalno vrednost. V tem domu je bila to stropna svetilka, ki sta jo lastnika ljubkovalno imenovala Pajek, Spider. Ta pajek ima sedaj svoje mesto v predsobi in v zvezi z njim je nastala simpatična anekdota. Arhitektka, ki za to poimenovanje prej ni vedela, pove, da so se pri izbiri visečih svetil za kuhinjo in jedilnico skupaj z lastniki odločili za svetila, ki se prav tako imenujejo Spider. Ogledal sem si fotografije vašega interjera pred prenovo in seveda zdaj vidim, kaj je nastalo po prenovi in moram reči, da ste se kar temeljito lotili zadeve. Zdaj me pa zanima, sta skozi to prenovo tudi na nek način preoblikovala vaš življenjski slog ali šlo obrata? Mogoče sva ga malo preoblikovala, sicer ne zelo veliko. Prostor se je naenkrat povečal, ker smo odprli ta prostor dnevni sobi. V bistvu sva se dalj časa ukvarjala s to prenovo, 2 leti sva razmišljala o njej. Najprej sva si dejansko zamišljala v manjšem obsegu, potem pa sva ugotovila, da v bistvu se morava temeljito lotiti, če hočeva imeti hišo tako, ko bo ambient usklajen. No in tukaj smo imeli srečo, da smo se srečali z Petro in smo skupaj res naredili novo zgodbo. V bistvu sva si želela to, kar je zdaj ratalo. Kar je pa še bolj pomembno, da je pa Petra imela tudi zelo dobre izvajalce, ki so pa svoje delo fantastično opravili. Midva sva v bistvu 52 dni zapustila najin dom, se odselila in v dogovorenem roku je bilo vse očiščeno, na mizi rožice, tako da, tako bi rekla, filmsko je bilo. No. To si ne moreš predstavljati v bistvu, da se ti to lahko zgodi. Lastnika sta v hiši pred prenovo preživela 22 let. Svojo staro opremo sta bila pravzaprav še čisto zadovoljna, saj sta hišo pred vselitvijo prav tako opremila s pomočjo arhitekta. Zase povesta, da sta zapečkarja in da je njun dom obenem tudi njun vikend. Ker sta veliko doma, sta občasno razmišljala tudi o tem, da bi morda malo posodobila opremo, morda zamenjala kuhinjo ali si privoščila nov kavč. Za tako temeljito prenovo, kot je sledila, pa je pravzaprav kriv podometni kotliček v kopalnici, ki se je pokvaril, pove gospod Bogdan in doda, da je to anekdota, ki jo vsi njuni prijatelji že dobro poznajo. Zanimivo je, da ste se odločili umakniti kamin. V prvih variantah, ki smo razmišljali, kako bomo prenovili ta del dnevne sobe, smo tudi razmišljali o kaminu. Ampak nikakor nam ni šel v kontekst. Nam je štrlel ven in nismo našli toliko zadovoljive kvalitetne rešitve, kot je zdaj. In zaradi tega smo pravzaprav rekli, pa dajmo kamin opustiti. Kot sva rekla, itak ga ni bil v svoji funkciji, kar se tiče ogrevanja. Seveda, ker smo pa prenavljali že toliko velik del hiše, smo rekli, tudi ogrevanje je treba prenoviti, takrat je bilo na olje, smo rekli, gremo v toplotno črpalko in seveda, ker smo naredili toplotno črpalko, pomeni, nismo rabili več kurilnice, iz kurilnice je potem ratala sedaj pralnica in ker tudi dimnik nima več svoje funkcije, smo se odločili, da dimnik podremo in smo na njegovo mesto postavili jašek za perilo.
Poleg tega je hiša tako topla, ker je obrnjena na jug, tako da tudi kadar smo zakurili kamin, je bilo not absolutno prevroče. In ker živimo s kužkom v hiši, smo ga že zaradi kužka zelo redko kdaj zakurili in to je bil tudi razlog potem, da sem jaz popustila in sem rekla, ok, lahko smo brez kamina.